Dragi ljubitelji modrosti, dragi ljubiteljice modrosti, dobrodošli. Zbrali smo se, da nekako zaokrožimo dogajanje, kar se je dogajalo v tem tednu. Mislim, da vsi, ki smo tukaj, vemo, zakaj se je šlo. In zdaj bom povabil, da pač odpre tole zadevščino ta večer docent doktor Cerkovnik, ki je predstojnik oddelka za filozofijo na Filozofski fakulteti. Prosim. To je bilo neformalno srečanje, tako tudi razumem. Zdaj ta moj ekspozeja, bom potem se ga hotel nasloviti Maratonci trčijo počasni krog. Zakaj? Mislim, da imam nekaj razlogov na tem, dogaja se mi ta teden, da poskušam najti neke citate in potem jih ne najdem. Tako sem hotel, potem nekaj sem prebral v zadnjem času tega režiserja tega filma Šijana, mislim, da je, če se motim, naj mi kdo popravi, je rekel, da je pač hotel v tem filmu prikazati, kako pač te starejše generacije, kot tam 5 generacij naenkrat živi teh, kaj so Todorovićev, kako že, Todorovićev, kako pač te starejše generacije vplivajo na mlajše, da imajo še zmeraj, so starejši ta glavni, v tem smislu. In zakaj sem potem pomislil, da bo to dober naslov tega mojega ekspozeja za ta zaključni večer filozofskega maratona. Drugo se mi za te maratonci, koji uvek trče počasni krug so pač te mrtvi filozofi, stari, od antike naprej, ki nas stalno nagovarjajo, da sledimo njihovim razmišljanjem, sledimo njihovim tezam, da jih stalno znova na nek način se sprašujemo podobno vprašanje in na podoben način poskušamo najti odgovore. Pač to je, bi rekel, neka poanta, zakaj je ta morda naslov dober. Tako da pravzaprav smo za tem našim maratonom na nek način te naše stare, torej, ali ne štejem, vse jih nekaj poznamo, Platon, Aristotel, recimo Descartes, Leibniz in te še, rekel, segajoč v ta časa, nekako obudila, tako da so jim mogoče, da znova tečejo ta časni krog. Mi, pa pač šele smo, rekel, smo na koncu tega trenutnega maratona, sicer pa še zmeraj vključeni v ta maraton in upamo, lahko samo, da bo tudi mi lahko nekaj časni krog otekal. Tole bi pač imel, vesel sem, pravzaprav, da je ta prireditev, ta maraton, zelo uspela, predvsem zahvaljujoč zelo dobremu obisku, pravzaprav celo presenetljivo dobremu obisku, kar kaže tudi na to, da so filozofski problemi še vedno prisotni in da ljudi zanima tudi filozofski odgovori na te probleme, uganke, kakorkoli že vzamemo. Torej, zato bi se zahvalil vsem zdaj prisotnim, vsem tistim, ki so bili prisotni pač na predavanjih v tem maratonu. Včeraj sem se spraševal in mislim, da ni nobenega ali pa nobene kolegice, ki je bila prav na vseh predavanjih, tako da lahko drugo leto razpišemo nagrado za tistega najbolj vzdržljivega, ki bo zdržal vsa predavanja. Seveda, zahvalil bi se kolegom iz Slovenskega filozofskega društva, ki so pravzaprav imeli to neko medijsko podporo in neko to organizacijsko podporo. Vsem kolegom, ki so predavali, tudi recimo iz Maribora in drugod, in seveda mojim kolegom na oddelku, ki so pač podprli to idejo in jo pomagali narediti živo. Upam, da vem, da je to prvi maraton, filozofski, in upam, oziroma skoraj pripričan sem, da ni zadnji. Tako da hvala za sodelovanje, pa se vidimo drugo leto.